Danes v Pomurskem dnevniku rekord v igranju harmonike. Poraz Mure v Ljudskem vrtu. Živel 2. maj. Kresovanje s festivalom okusov. Jutri bo delno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Konec minulega tedna je zelo verjetno padel Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju na harmoniko. Novi rekorder pa prihaja iz Slovenije. Anže Krevh iz Josipdola je meh raztegoval neverjetnih 53 ur, 53 minut in 53 sekund. 22-letni glasbenik, ki harmoniko igra že 17 let, je igrati začel v petek ob 9. uri dopoldne in vztrajal do popoldanskih ur v nedeljo. Dan po dosežku je bil vidno utrujen in tudi vidno zadovoljen. Bom rekel, malo sem se že spočil, ampak vseeno me še nekako ta adrenalin drži po konci in zdaj počasi mi spušča, čutim, da spušča vse skupaj. Priprave so bile dolge, pozornost je posvečal tako fizičnemu aspektu kot tudi psihičnemu. Imel sem tudi enega osebnega trenerja od začetka, sedaj proti koncu sva skupaj delala malo manj, ampak bom rekel, pri taki stvari je dosti bolj psihična pripravljenost bolj pomembna kot pa fizična. Na vsako polno uro igranja je imel dovoljenih le 5 minut počitka, repertoar pa je obsegal 250 pesmi, vsaka se je namreč lahko ponovila le na vsake 4 ure. Vsaka pesem je morala tudi biti dolga najmanj 2 minuti, vse skupaj pa so opazovale priče. Teh je Anže skupno imel 6. V skoraj 54 urah igranja pa so razumljivo tudi prišli težki trenutki, najtežje je bilo v noči iz sobote na nedeljo. Nisem več vedel, kje sem, kaj delam, res so bili taki čudni občutki, čeprav potem sem nekako svojo psihično pripravljenostjo sam sebe pomiril in si rekel, Anže, gremo naprej, no. Prejšnji rekord je lani junija postavila francoska glasbenica Christelle. Ta je vztrajala 51 ur, 43 minut in 40 sekund. Podatke, zapisnike in pa videozapise bodo Krevhovi zdaj poslali Guinnessovi organizaciji, ki bo vse skupaj preverila. Anže pričakuje, da bodo svoj odgovor sporočili čez slab mesec, pričakuje pa tudi, da bo ta pozitiven. Mislim, da skoraj, glede kaj se tiče odmorov in tudi mojih pesmi in vse skupaj, mislim, da smo delali vse po pravilih. Anže sicer ni nov obraz na sceni, postal je že absolutni državni prvak, absolutni evropski prvak, v letu 2019 celo absolutni svetovni prvak v igranju harmonike. Tudi okoliški prebivalci so nad soobčanom navdušeni. Je tudi na naših vseh lovskih prireditvah glavne. On nas res požene, nam kri, pa da smo vedno dobre volje. Je taki pravi fant. To je zelo lepo. Za naš kraj je zelo lepo. Tako mali kraj, ko smo mi, to Ribnica, Josipdol, zelo lepo, zelo dosegljivo. Vsaka čast mu pobo, da se je tako dal. 17 članov podporne ekipe je zanj skrbelo ves čas. Njegov oče je pripomnil, da prav tako med dogodkom ni spal več kot 15 minut. Dejal je, vsakič, ko sem zaprl oči, se mi je zazdelo, da ne slišim več harmonike in to me je zbudilo. Skozi so bili zraven mene, skrbeli za mene, me spodbujali, skrbeli za vso organizacijo, za vse druge podpornike, ki so prišli od daleč, od blizu. Res, brez take ekipe si ne bi predstavljal. Harmonika bo ostala v njegovem življenju velika ljubezen, je še pripomnil in dejal, da ciljev za prihodnje še nima. Zagotovo pa se bo še lotil kakšnega podobnega projekta. Včerajšnji dela prost dan se je zaključil s štajersko-prekmurskim derbijem, v katerem so si igralci Mure v uvodne četrt ure zabili kar 2 avtogola. Črno-beli so se tako iz Ljudskega vrta vrnili brez novih točk. Te bodo lovili v zadnjih 2 krogih prve lige. Mura, ki se še vedno bori za uvrstitev v evropska tekmovanja, v Ljudskem vrtu ni uspela iztržiti ugodnega rezultata, tako da so na derbiju 34. kroga slavili Mariborčani. Vijoličasti so prišli do ekspresnega vodstva že v 3. minuti, ko je žogo v lastno mrežo pospremil Cipot. Že v 16. minuti pa je Muris poskrbel še za drugi avtogol. Mura je sicer zaostanek znižala v 22. minuti, ko je bil dovolj natančen Zličič. Svojega vratarja pa so premagali tudi vijoličasti, a zadetek na smolo Mure zaradi prepovedanega položaja ni obveljal.
Za povišanje vodstva Maribora na 3:1 je poskrbel Vipotnik, ki je s tem poskrbel tudi za končni izid. Kaj je v tokratni smoli dejal trener črno-belih? Mislim, da v prvem polčasu, da ni bilo sploh strela na gol. Nasprotnika in smo dobili 2 gola. Ajde, prvi se zgodi, to je super predložek, avtogol nimaš kaj, ko loviš proti svojemu golu. To so stvari, ki jih mi hočemo v napadu delati. Druga stvar, kako dobimo drugi gol, ne morem verjeti, da vsi gledamo stran, nas izigrajo še en avtogol. No in potem se je pa treba vračati. Grabič je ob vsem poudaril pomen in nujnost discipline. Ok, moram reči, da sem zadovoljen z odzivom ekipe in da smo ustvarili ogromno na tej tekmi, ampak to je tekma, ko nimaš več kaj izgubiti, ko greš v bank, ko greš napadati, imaš ogromno strelov, priložnosti vsega. Ampak še enkrat se je ponovilo to, kar se nam vrača za nedisciplino na in izven igrišča skozi celo sezono. In jaz o tem samo govorim, ampak to preveč govorim, treba bo to zapeti maksimalno, ker ekipa ima potencial. Čeprav je Grabič tudi tokrat poudaril, da imajo kakovost na vseh nivojih, pa izgleda, kot je sam dodal, jim nogometni bogovi nekako niso naklonjeni. Kako pa gleda na evropske apetite, ki so bili še pred kratkim precej močni? Teorija obstaja in dokler je, se ne bomo predajali. Ne, ampak če jo sprovociramo srečo, tako kot smo jo skozi današnjo tekmo poskušali, je vse možno. Kaj pa o možnostih za tekme v Evropi, meni Maruško? Pa žal smo v prejšnjih tekmah zapravljali te priložnosti, teoretično smo še v igre, dokler bo možnost, seveda upamo na to, da nam uspe in naredili bomo vse, da ti 2 tekme gremo zmagovalno z igrišča. Mura tako ostaja 6., Maribor pa se je zmago zavihtel na 2. mesto prvenstvene lestvice. Črno-beli bodo kljub težavam s poškodbami nove priložnosti iskali v zadnjih 2 krogih. Naslednja prvenstvena tekma jih tako čaka v soboto 13. maja, ko bodo na domačem stadionu gostili Gorico. Naša država je edina članica Evropske unije, ki praznik dela praznuje z 2 prostima dnevoma. V sosednjih državah so tako 2. maja ljudje šli v službo. Na terenu smo preverili, kako ljudje dojemajo daljše prvomajske praznike. Glede na to, da sem zaposlen, pa da imamo fraj dan, z družino smo malo zunaj, tako da super. Taki šift imam, ko delamo tudi petke in sveta, da mi je v bistvu vseeno. Verjamem pa, da marsikomu paše, da lahko vsak dan več družino, kar z iger ni nič napačnega. Voda smo veseli na tem, da smo še lahko 2. maja tudi doma, da lahko danes posedamo na pijačkah. Ne vem, zakaj imamo praznik danes. Cela Evropa dela, imajo samo en dan, fraj, mi pa imamo 2 dni. Ni mi jasno. Ja, fajn, da smo, ne? Malo. Ja, da se spočijemo, se tako celo leto garamo, pa je fajn. Bili smo malo na Dolenjskem, predtem smo še bili malo na Cipru. Tako pa te praznike izkoristimo, da gremo nekam. No. Na statističnem uradu sicer ocenjujejo, da en delovni dan v povprečju poveča oziroma zmanjša bruto domači proizvod za 0,1% ali približno za 35 milijonov evrov. Kljub vsemu pa so nekateri vseeno delali, predvsem gostinci. Ne zdi se mi preveč potrebno, ker tudi večinoma naših obiskovalcev na dopuste ali na morje in se ne zdi tako pomembno, da bi lahko bili odprti. Glede na to, da je prišlo zdaj med tednom, mene na nekaj preveč moti. No. Je pa res, da je malo prazno, ker sem gostinstvo, ker so vsi ostali doma, pa se pozna na prometu. Večinoma so vsi hodili nekam, ne? Na morje, večinoma se mi zdi kar. Zdaj, če sodim po socialnih omrežjih, pol bi rekel, da ja. Zdaj, koliko je pa realno ljudi, ne tisti, ki so doma, pa niso postali, ne vem. Vijete je bilo kar dosti, no. Vlada je leta 2012 nameravala ukiniti 2. maj kot prost dan, vendar so sindikati temu nasprotovali. Praznovanje praznika dela pa spremljajo tudi običaji. Ljudje se udeležujejo kurjenja kresov, postavljanje mlaja in ponekod 2. maja tudi streljajo z možnarji. Posvečen še dodatnemu delu, ne? Tako da je večinoma čas za vrtna opravila pri nekaterih ljudeh in tudi mi smo v bistvu večino časa posvetili vrtu, okolici. Včasih grem na kresovanje, pa drugo pa ne, pač doma smo. Tudi letos so po mnogih slovenskih in pomurskih krajih potekala kresovanja. Kulinarično-kulturni dogodek pa se je v čast 1. maju odvil v Moravskih Toplicah.
Na tokratnem kresovanju in festivalu okusov so lahko obiskovalci poleg postavitve mlaja in zabave doživeli tudi priložnost za pokušanje prekmurske kulinarike, s tem pa ponovno izkazali podporo lokalnim ponudnikom. V sklopu dogodka je potekala tudi izdelava okraskov iz naravnih materialov, obenem pa se je destinacija Moravske Toplice promovirala kot varna in zdrava destinacija. Zbrano množico so zabavali člani pihalnega orkestra Murska Sobota in skupina Stop. Seveda pa v večernih urah zagorel tudi kres. Preverimo še, kakšno vreme se nam obeta v prihajajočih dneh. Današnji dan je bil oblačen z občasnim dežjem in 13 stopinjami Celzija. V Krajinskem parku Goričko in Lendavi smo tako opoldne namerili 13, v Murski Soboti in Radencih pa 14 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem do 24 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 5 do 6, podnevi pa naj bi bilo od 18 do 19 stopinj. V petek bo sončno in še nekoliko topleje. Popoldne bo v gorah možna kakšna ploha. V soboto bo po večini sončno, v popoldanskih urah z možnostjo ploh. Temperature v naših krajih naj bi se zjutraj gibale od 5 do 8, v nedeljo do 10, čez dan od 21 do 24 stopinj Celzija. Toliko za danes, več informacij o dogajanju v naši regiji pa najdete na spletni strani www.tvidea.si. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.